Pozdravljeni v prvi jesenski oddaji Aktualno na GFML. Za začetek pa se ozrimo v lansko šolsko leto in naše dosežke. V šolskem letu 2011-2012 se je zvrstilo veliko zanimivih dogodkov. Že na začetku septembra je tako kot vsako leto potekal sprejem dijakov prvošolcev v dijaške vrste na bazenu v Ljutomeru, tako imenovani krst, kjer so tretjiletniki pripravili veliko raznovrstnih, zanimivih iger in prisego za prve letnike, da so ti potem postali enakopravni člani gimnazije. Sledil je prvi veliki in odmevni dogodek AIS 2011, mednarodna konferenca mladih na temo Prostovoljstvo nas bogati. Sodelovali so mladi iz Danske, Estonije, Hrvaške, Nemčije, Norveške, Poljske, Španije, Švedske in Slovenije. Dijakom je to mednarodno druženje prineslo veliko koristnih izkušenj, med drugim tudi poglabljanje znanja tujih jezikov. V oktobru so se zvrstili trije pomembnejši dogodki. Najprej so se dijaki in dijakinje predšolske vzgoje udeležili vzgojiteljade na srednješolskem centru Rudolfa Maistra v Kamniku. Potekale so številne delavnice, kjer so tovrstne dejavnosti pripomogle k pridobivanju izkušenj in povezovanju dijakov iz različnih šol v Sloveniji. V oktobru pa smo začeli tudi z dobrodelno akcijo, ki še vedno poteka. Zbiramo namreč sredstva za izgradnjo dvigala za gibalno ovirane osebe, da bi jim olajšali bivanje na šoli. Tako smo pozneje v januarju in februarju organizirali dobrodelni prireditvi Gimnazijci gimnazijcem in musical, ki sta pripomogli k hitrejšemu uresničevanju našega načrta. Zadnji večji dogodek v oktobru pa ni potekal pri nas, ampak v Makedoniji. Dijaki naše šole so se namreč udeležili modela Evropskega parlamenta. Tam so pridobili veliko izkušenj, ki so jih uporabili pri organizaciji podobnega dogodka na naši šoli. V Ljutomer je tako v mesecu marcu pripotovalo 270 nadobudnih mladih delegatov in njihovih mentorjev iz skoraj vseh evropskih držav. In ti so razpravljali o svetovnih problemih ter o njihovih rešitvah. Končni rezultat je bilo veliko dobrih idej za reševanje problemov in nove izkušnje za naše dijake, ki so gostili mlade poslance. Novembra je v Strasburgu potekala simulacija Evropskega parlamenta, ki se ga je udeležila tudi naša delegacija. Sledili so zdaj že tradicionalni Miklošičevi dnevi na temo Panonska energija, kjer so dijaki prvih letnikov med drugim obiskali tudi Miklošičevo domačijo, starejši pa prisostvovali plenarnemu delu z obilico strokovnih predavanj. Ob koncu novembra je našo šolo obiskala ministrica za obrambo Ljubica Jelušič. Za izbrane dijake je izvedla predavanje o vključevanju Slovenije v mednarodne integracije in spregovorila o sodelovanju Slovenske vojske na mirovnih misijah v Evropi ter po svetu. V začetku septembra je naša šola kot 9. šola v Sloveniji dobila uradno dovoljenje nemške vlade za izvajanje izpitov za nemško diplomo ali v izvirniku Deutsche Sprachdiplom. In tako smo v decembru na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer dobili prvo generacijo dijakov, ki so nadvse uspešno opravili ta dokaj zahtevni izpit. DSD je odlična odskočna deska, saj omogoča študij v nemško govorečih državah in pridobitev štipendije. Drugi pomembnejši dogodek v decembru pa je bil zopet mednarodno obarvan. Na naši šoli je namreč potekal debatni konec tedna, kjer so mladi debaterji tekmovali v retoriki in zagovarjanju danih tem v angleščini. Naša šola že dlje časa deluje v znamenju mednarodnih izmenjav dijakov. V februarju je tako potekala mednarodna izmenjava dijakov 2. E na Finskem. 6-dnevni obisk so jim finski dijaki vrnili v aprilu, ko so obiskali našo šolo. V februarju pa je bil tudi Prešernov dan in ob tej priložnosti je potekal dijaški literarno-glasbeni nastop z naslovom Pevcu ali s Prešernom skozi čas. Izkazali so se številni skriti talenti, vse od instrumentalistov, pevcev pa do igralcev. Največji dogodek v tem mesecu, saj za dijake 4. letnikov, pa je bil zagotovo maturantski ples. V mesecu marcu so se poleg MEP-a zvrstili še 3 pomembni dogodki. Najprej je potekalo mednarodno tekmovanje naravoslovcev med dijaki iz gimnazij Čakovec, Zalaegerseg in Ljutomera. Proti koncu meseca pa je našo šolo obiskala nemška pisateljica Birgit van der Beke, ki je avtorica letošnjega maturitetnega romana za nemščino.
Nekaj dni kasneje pa je potekal koncert Jana Plestenjaka, ki ga je spremljal odličen pevski zbor Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Sredi aprila smo izvedli odličen večer dijaške poezije z naslovom Iz oddaljenih svetov, od zvezde do zvezde, od človeka do človeka, ki je dokazal, da imamo na šoli veliko umetniških duš. Mesec maj je bil v znamenju religije in dialekta. Najprej so nas obiskali tibetanski budistični menihi v sklopu obiska Dalajlame v Sloveniji, ki so predstavili svojo kulturo in vero. Nekaj dni pozneje pa je potekal že 3. festival slovenske književnosti. V kulturnem domu smo si dijaki tako ogledali program Dialekte 2012, kjer so nekaj o svojem delu in o delih drugih umetnikov povedali Lenart Zajc, Simona Kupinšek in Tadej Vesenjak. Skozi vse šolsko leto pa so nas na skoraj vsak drugi četrtek v mesecu obiskali doktorji znanosti v okviru projekta Znanost ima mlade, ki so pravzaprav bivši dijaki in dijakinje naše šole. O svojem delu in poti do uspešnega znanstvenika ali znanstvenice so predavali dr. Ivan Rihtarič, dr. Miran Puconja, dr. Darja Fišer, dr. Janko Slavič, dr. Miroslav Novak, dr. Henrik Gjerkeš in dr. Ivana Smodiš-Šker. Mesec maj pa se je tako uspešno zaključil s premierno gledališko igro režiserja Franca Čuša Ponedeljek v Črnem. Dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer smo bili navdušeni nad nevsakdanjo predstavo dijakov 3. letnikov. Šolsko leto se je kot običajno zaključilo s kulturnim maratonom, ki tako kot vsako leto privabi dijake v raznovrstne delavnice, konča pa se s prireditvijo, piknikom in koncertom. In tako nadebudno zremo novim dogodkom naproti. Tudi letos so dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, tokrat že 46. generacija gimnazijskega programa, navdušili z maturitetnimi rezultati. Od 112 maturantov gimnazijskega programa si je kar 13 dijakov priborilo naziv Zlati maturantov. Zlati maturantje so Sara Brunec, Uroš Buzeti, Anja Horvat, Sara Kikec, Mihael Kosi, Kaja Rogan, Jan Steržaj Koritnik, Tadeja Vok, Klemen Žitek, Anja Žižek in pa Kristina Duh, Sandra Horvat ter Andrej Šterman, ki so dosegli vseh 34 točk. Mature 11. generacije vzgojiteljskega programa pa se je udeležilo 29 dijakov. Viktorija Ulen in Barbara Mar so dosegli vseh 23 točk, Karmen Zavec in Natalija Štrokaj sta prav tako postali zlati maturantki. Z uspešno zaključeno maturo pa so si prav tako vdahnili dijaki maturitetnega tečaja. Za maturante smo pripravili slavnostno prireditev na Mestnem trgu v Ljutomeru, kjer je v svoji luči potekal zabavni program s kopico sodelujočih, ki je dodatno zabaval že tako od navdušenja prevzeto publiko. Dijaki nižjih letnikov so poskrbeli, da so si maturantje in njihovi najbližji ta dan zagotovo zapomnili vsej njegovi veličini. Vsem maturantom pa so vso srečo v nadaljevanju šolanja in življenju zaželeli slavnostni govorci, ravnatelj GFML Zvonko Kustec, županja občine Ljutomer Olga Karba, Irena Kumer, docent dr. Franc Mihalič ter župani občin, iz katerih prihajajo zlati maturantje. V veliko veselje nam je bilo vsak dan gostiti vas v našem kraju, kjer v resnici nikoli niste bili gosti, ampak pomemben del naše vsakodnevne zavesti in zunanji izraz njene mladosti, vedoželjnosti ter marljivosti na poti do uspeha. V vročem mesecu juliju so sedaj že bivši dijaki dobili svoje priznanja ter maturitetna spričevala. Petek, 22. junij, je bil za vse težko pričakovani zadnji dan pouka, ko smo za 2 meseca odložili knjige in pozabili na učenje. Tako se je večina dijakov z razdelitvijo spričeval prepustila počitniškemu duhu in pustila šolo nekje za sabo, a najuspešnejše dijake naše gimnazije je čakala še podelitev pohval in priznanj za vse dosežke v letošnjem letu. Popoldne istega dne se je pred kulturnim domom v Ljutomeru zbrala množica nagrajenih dijakov s svojimi starši, prijatelji, znanci ali drugimi spremljevalci. Priznanja so podelili v različnih kategorijah, tako na družboslovnem, kot tudi naravoslovnem, kulturnem in športnem področju. Največ priznanj so podelili nadvse uspešnim tekmovalcem, ki so tudi letos odnesli kar nekaj zlatih in srebrnih odlikovanj, ter se tako na državnih tekmovanjih uvrščali v sam vrh.
Program je popestrila šolska glasbena zasedba pod vodstvom Davida Duha. Letos se je prireditve udeležila tudi prva generacija dijakov, ki so uspešno opravili izpit Deutsche Sprachdiplom. Dokaj zahteven preizkus znanja je za naše dijake očitno mačji kašelj, saj so ga opravljali kar po tekočem traku. Nagrade in priznanja pa so prejeli tudi dijaki, ki so se udejstvovali na različnih prireditvah, proslavah, v gledališču, v literaturi in še kje, ter tako pomagali sooblikovati uspešno podobo naše šole. Po skoraj 2 uri trajajočem programu smo se tako veseli in zadovoljni iz soparne dvorane odpravili v vroč, sončen dan. Za dijake prvih letnikov je bil mesec september kar pester, saj so imeli krst, socializacijski dan ter spoznavanje Ljutomera. Počitnice so se končale in spet smo sedli v šolske klopi. Z novim šolskim letom pa so prišli tudi novi dijaki oziroma fazani. 3 dni so se po šoli sprehajali z najrazličnejšimi umetninami na obrazih in rokah. V sredo, 5. septembra, pa jih je čakal krst, ki je letos potekal pred našo šolo, kjer so dijaki 3. letnikov priredili različne zabavne igre in jih tudi popolno izpeljali. Novinci so na prizorišče krsta prišli po kolenih, da pa jim pot ne bi bila prelahka, so morali hoditi po koruzi. Prvo igro so popestrili z glasbo, kjer so fazani pokazali svoje plesne gibe in nas mnoge zelo presenetili s svojimi plesnimi sposobnostmi. Sledilo je ličkanje koruze. Igre je bilo konec in 3. letniki so začeli postavljati ovire. Dekleta so se sedla v nakupovalni voziček in v rokah imela poln kozarec vode, fantje pa so morali prevoziti pod polno ovir z vozičkom ter pri tem paziti, da je ne polijajo preveč. Ker pa so dijaki 3. letnikov zelo radodarni, so se odločili podariti obleke Rdečemu križu, seveda ne svojih. Zato so pri naslednji nalogi preverili radodarnost novih dijakov. Naloga je bila, da vsak razred zbere kar največ oblek. Zabave ni manjkalo niti pri igri z vodnimi baloni. In že smo pri zadnji nalogi, pri kateri so dijaki morali pojesti žlico cimeta. Kot se spodobi, so seveda na koncu morali vsi izreči obljube in tako smo jih sprejeli medse, med čisto prave dijake GFML. Za obljubami pa je še sledila razglasitev zmagovalca. Prepričljivo najboljši so bili prvi D razred, ki so svoje botre 3. E tako naredili zelo ponosne. Zanimivo je bilo, fajn je, ko smo zmagali. Ja, glede na to, da je to običaj, se mi je zdel kar primeren, mislim, fajn so igre, tako da, ja, sem zadovoljna, mi je fajn bilo. Vsem prvim letnikom seveda želimo polno uspeha in prijetno počutje na naši šoli. V torek 4.9. in v četrtek 6.9. se je za dijake prvih letnikov odvijal socializacijski dan. Ta je bil namenjen, kot že samo ime pove, socializaciji po šolsko, to je spoznavanju novih sošolcev in razrednikov. Glavni namen je, da se v bistvu razrednik in dijaki med sabo na takšen neformalen način spoznajo med sabo, spoznajo svoje interesne dejavnosti, kaj počnejo izven šole, da si zapomnijo imena, da se v bistvu čez en dan družijo, ker ponavadi čez leto potem zmanjka takšnih priložnosti. Tako smo dan začeli zjutraj, v torek nekateri še kot fazani, dan po krstu, torej v četrtek, pa nekateri že kot čisto pravi dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, z vsemi pooblastili, pravicami in dolžnostmi. Ja, zelo mi je všeč, učitelji so kar prijazni, edino enih se malo bojim, drugače pa v redu. Mentorice so nam pripravile veliko zabavnih iger, preko katerih smo se bolje spoznavali. Bilo je zelo zanimivo, spoznavali smo nove sošolce. Igrali smo različne igrice, na kateri način smo se spoznali, zabavali se smo, kljub temu, da je bilo vroče. Danes smo se šli dosti različnih spoznavnih igric in tudi dosti sem spoznal z drugimi. Spoznavali smo se, igrali smo se različne igre, delali plakate in se družili. Delali smo tudi v skupinah, se pomešali ter presedali med seboj in tako zelo dobro spoznali nove sošolce ter njihove lastnosti, navade, hobije. Dobili smo vprašanje, sedeli smo v krogu, pa je bil odgovor le možen ja ali pa ne. Če je bil odgovor ja, smo se presedli na levo, pa smo se mejavali v krogu. Igre so bile zanimive in zabavne,
Postopoma pa smo se seznanili tudi s šolskim redom in pravili, tudi tistimi nenapisanimi. Ob koncu dneva smo tako mojstrsko obvladovali značaj in imena vseh novih sošolcev. Dijaki smo bili zelo zadovoljni in veseli, da smo imeli tak socializacijski dan, saj smo se ob dejavnostih ogromno nasmejali, se bolje spoznali že na samem začetku in se kot razred združili v neločljivo celoto. Dijaki prvih letnikov smo na šoli šele 3 tedne in edino, kar poznamo v Ljutomeru, je tuš in nekaj kavarn v bližini šole. Zato se je vodstvo šole odločilo, da bi bilo dobro, če spoznamo center Prlekije tudi z kulturno-zgodovinskega vidika. Tako smo v petek 21.9.2012 dijaki prvih letnikov gimnazija Franca Miklošiča spoznavali Ljutomer. Vsak oddelek je imel predviden ogled 3 lokacij in orientacijski pohod. Ker smo 4 razredi, smo si ogled posameznih točk časovno razdelili. Mi smo najprej obiskali hipodrom Ljutomer in si tam ogledali muzej kasaštva. Temu je sledil orientacijski pohod. Dobili smo liste z nalogami, 70 minut časa in že smo bili pripravljeni na raziskovanje. S pomočjo nalog smo iskali spomenike, našli smo tudi glavni in stari trg. Ko smo se po nekaj urah naporne hoje pokrepčali z malico, smo bili pripravljeni na ogled muzeja. To pa ni samostojna ustanova, ampak deluje v okviru Splošne knjižnice Ljutomer. Po poučnem pogledu nas je še profesorica likovne umetnosti popeljala po mestu. Razkazala nam je že prej omenjena glavni in stari trg. Podrobneje pa smo spoznali cerkev svetega Janeza Krstnika. S to točko se je projektni dan končal. Polni novih informacij in vtisov smo se razšli. Petkov dopoldan je bil zelo zanimiv in vsi smo bili veseli, da je naša šola na tako lepem in zgodovinsko pestrem mestu, kot je Ljutomer. Sedaj pa si še oglejmo ostale dogodke, ki so se zgodili v septembru. V petek 31. avgusta se je v Ljutomeru v prostorih Golarjeve hiše in gimnazija Franca Miklošiča odvijal simpozij v sklopu projekta Od Porabja do Južne Tirolske. Simpozij je nekako bil sestavljen iz 2 delov. Prvi dopoldanski del je bil namenjen predstavitvi vidika manjšinskega vprašanja z perspektive domovine. Tukaj so sodelovali predvsem predstavniki za to odgovornih inštitucij na državni ravni, torej z strani ministrstva, potem z Inštituta za narodnostna vprašanja. V popoldanskem delu pa so potem predstavniki manjšin oziroma manjšine, ker imamo eno manjšino razdeljeno v večjih državah, potem predstavili konkretne primere, kot so na primer v Italiji, na Koroškem, v Radgonskem kotu, Porabju in pa na Hrvaškem. Zaključili pa smo z predstavitvijo posebnega gosta, to pomeni položaja nemško govoreče manjšine v Italiji, na Južnem Tirolskem. Gost je bil nekdanji evropski poslanec Sepp Kustaher, ki je potem predstavil na primeru dobre prakse, kakšen je pa položaj nemško govoreče manjšine na Južnem Tirolskem. Namen simpozija je bil izpostaviti dejstvo, da predstavlja slovenska manjšina del slovenskega narodnega telesa, ki je žal v vseh 4 sosednjih državah zapostavljen. Trenutne razmere v Evropski uniji omogočajo enotni slovenski kulturni prostor, v katerega je nujno potrebno v večji meri vključiti predstavnike slovenske manjšine, hkrati pa je potrebno čim večje sodelovanje tudi v obratni smeri, kar bo zagotovilo krepilo položaj slovenske manjšine v vseh sosednjih državah. Predvsem se je izpostavilo vprašanje perspektive mladih v teh okoljih, kaj bo z mladimi v prihodnosti, ali še bodo se naprej čutili Slovenci, ali bodo del te neke panevropske, vseevropske povezave in pa globalnih procesov, ali je sploh še biti pomembno Slovenec v teh okoljih. Bo išel tudi zbornik prispevkov udeležencev tega simpozija, v katerem bodo zapisani tudi določeni zaključki oziroma spoznanja, in pa sledila še bo ena ekskurzija na Južno Tirolsko. Namreč nemško govoreče prebivalstvo na Južnem Tirolskem je doseglo neko zavidljivo stopnjo, v kateri ta manjšina si je zagotovila pravice in bi tudi Slovenci v sosednjih državah želeli doseči vsaj podoben nivo
kot ga uživajo nemško govoreča manjšina na Južnem Tirolskem. V torek, 18. septembra, nas je na naši šoli obiskal dr. Cülke, ki je zadolžen za izvajanje nemške jezikovne diplome pri nas v Sloveniji. Na naši šoli pa se ta diploma izvaja od lanskega leta naprej. Die Sprachkenntnisse der slowenischen Schüler finde ich sehr gut. Gerade hier in Ljutomer ist es fantastisch. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig für die Zukunft, sehr gute Sprachkenntnisse zu haben, denn man kann dann viel besser sich die Ausbildung organisieren, zum Beispiel international, und man kann dann auch, glaube ich, eine Arbeit besser finden, wenn man viele Fremdsprachen beherrscht. Predstavil nam je, kako poteka izvajanje te diplome in nam povedal, da je sestavljena iz 4 delov: slušnega, bralnega, pisnega dela ter govornega nastopa. Seznanil nas je s prednostmi, ki nam jih omogoča pridobitev te diplome, saj nam pridobitev le-te pomaga pri nadaljnjem študiju ne samo v Sloveniji, temveč tudi v tujini. Prav tako pa nam je predstavil nove učbenike, s katerimi se bomo lahko še bolj pripravili na jezikovno diplomo in tako dosegli še boljše rezultate. Das Geld kommt von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen in Köln. Diese Zentrale leitet die gesamte Auslandsschularbeit Deutschlands, also auch das deutsche Sprachdiplom, und die Bücher werden an die Schulen gegeben, um den Deutschunterricht besser zu unterstützen. Ravno v te namene se bomo maja odpravili na poseben 3-dnevni tabor v Leibniz v Avstrijo, kjer se bomo posvetili samo nemščini in pripravam na diplomo. Ich wünsche den Schülern in Ljutomer beim Deutschlernen viel Freude und freue mich auf die Prüfungen, in denen ich diese Schüler dann wiedersehe, und denke, wir werden sie auf einen guten Lebensweg begleiten können. Spoštovanje kulturne in jezikovne različnosti ter učenje jezikov sta temeljni načeli Sveta Evrope in Evropske unije. Tako sta Evropska komisija in Svet Evrope leta 2001 posvetila 26. september evropskim jezikom. Evropa ima 23 uradnih in več kot 60 regionalnih in manjših jezikov, torej je prava jezikovna zakladnica. In namen tega posebnega dne je opozoriti na pomen večjezičnosti v Evropi, ohranjati jezikovno in kulturno različnost in spodbujati učenje jezikov v šoli in zunaj nje. Mladi se vse bolj zavedamo pomena znanja tujih jezikov. In ker je Evropski dan jezikov namenjen tudi praznovanju, se je tako v Sloveniji kot po celotni Evropi zvrstilo veliko prireditev. Tako smo tudi dijaki gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer ta dan počastili z bogatim dogajanjem na glavnem trgu v Ljutomeru. Promoviramo jezike in promoviramo jih doma in v tujini danes. Naši gimnazijci, prvi letnik, tisti, ki se učijo nemščine, so gostje v avstrijski Lipnici, kjer imajo festival raznolikosti, in ki se imenuje, mislim, da Gradimo mostove kljub raznolikosti, in cel prvi razred je šel promovirati slovenščino in se kulturno in športno udejstvovati v avstrijsko Lipnico v počastitev tega dne. Mi pa, ki smo ostali doma, pa smo za osnovno šolo pripravili 9 delavnic, ki so delavnice v 4 različnih jezikih, sodelujejo tudi naše naravne govorke, in to se mi zdi prav primerna promocija današnjega dne. Osnovnošolci so tekmovali, plesali, peli, reševali kvize, se pogovarjali z naravnima govorkama in bili nadvse navdušeni nad njima. Predvsem pa so se naučili kar nekaj novih izrazov v 4 tujih jezikih, ki se jih na gimnaziji tudi učimo. Imeli smo nekaj delavnice, popevali smo francosko pesem. Katero pesem? Frère Jacques. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, solo di Martine, din din don, din din don. Mi smo bolj skupina v nemškem jezike. Marika ugotavlja poklice, mi si pa jih izmislimo. In ja, v nemščini mora ugotoviti. Se učimo jezike, jih spoznavamo in lepo je, da je to vsako leto priredijo 8. razredom. Hvaležni smo gimnaziji Franca Miklošiča iz Ljutomera, da nam to omogoči na tako preprost in zabaven način. Učence vidimo po vsem drugi luči, sproščene, radi govorijo in spoznavajo jezike.
Zoran Fijoš in Živa Antolin, dijaka 4. C razreda, so se julija med počitnicami udeležila mednarodnega debatnega turnirja Argo Open v kraju Ploešti v Romuniji. Slovenija je zastopala ekipa, ki sta jo poleg naju sestavljala še Denis Horvat in Jure Hederich, ki obiskujeta drugo gimnazijo v Mariboru. Turnir je trajal od 24. do 28. julija in je potekal v angleščini. Po prvih 3 dneh je bilo za nami 6 debatnih krogov, ki so odločali, kdo se bo uvrstil v četrtfinale. Za 3 trditve smo izvedeli približno 2 meseca prej. Te so se glasile: čas je za človeško bazo na Luni, Mehika je propadla država in Turčija je odličen zgled za nove arabske demokracije. Za ostale 3 trditve smo izvedeli 1 uro pred debato. Te so se glasile: Disney bi moral izdati risanko z glavnim gej junakom, podjetja bi morala imeti pravico, da od svojih zaposlenih zahtevajo, da nimajo otrok in ne bi smeli trgovati z represivnimi režimi. Slovenska ekipa je zmagala v 5 krogih, kar pomeni, da smo se uvrstili naprej. V četrtfinalu smo debatirali na temo, da bi morali politiki svoje otroke poslati v javne šole. S nasprotovanjem trditvi smo prepričali sodnike, da si zaslužimo mesto v polfinalu. Tam smo zagovarjali trditev, da bi morali dovoliti več partnerske poroke. Ponovno smo se izkazali za prepričljivejše, kar nam je zagotovilo mesto v finalu. Trditev Evropski parlament ni resnično demokratičen smo zagovarjali, vendar je opozicijska ekipa bila tukaj prepričljivejša, Slovenci pa smo se morali zadovoljiti z odličnim drugim mestom. Uspešni smo bili tudi kot posamezniki, saj smo se vsi člani naše ekipe uvrstili med 10 najboljših govorcev turnirja. Zoran je zasedel 10., jaz pa 7. mesto. Za danes bo to vse, se spet vidimo naslednji mesec. Za več informacij pa si oglejte naš spletni portal gfm-ljutomer.si. Nasvidenje!